Pozdravljeni! Danes bom spregovoril o tistem pojavu pri bolidih Formule 1, znanim pod izrazom oversteer. Pojav, ki je vezan na oprijemljivost na tisti mehanski oprijem, ki ga ima zadnji par koles, pogonski par koles pri Formuli 1. V slovenščini sicer naletimo na dva izraza, katera opisujeta ta pojav: nadkrmiljenje in nadkrmarjenje. A sam menim, da sta oba neustrezna, nepravilno opišeta pojava, zato sam po moji odločitvi zaradi mojega videnja in mojega razumevanja raje uporabljam angleški izraz, čeprav se trudim rabiti tiste slovenske, ko menim, da so primerni. Kot sem že omenil, je najenostavnejša definicija tega pojava izguba oprijema na zadnji osi in posledično zdrs zadka proti zunanjemu delu ovinka. O vožnji skozi ovinek sem že govoril v posebnem prispevku, tam sem tudi oversteer omenil, kogar zanima, ima bližnjico seveda v opisu. In sedaj je treba razčistiti eno zadevo. Namreč oversteer ni povsem enako tistemu, kar mnogi imenujejo drift. To se pravi tisto kontrolirano drsenje skozi ovinek. Ko voznik nalašč spravi vozilo v tak položaj, da zadnji del zdrsne in tako drsi skozi ovinek. Namreč oversteer je pojav, ki A ni zaželen in B ni kontroliran. In to je bistvena razlika med tema dvema pojavama. In sedaj, da bi bolje razumeli, od česa je sploh odvisen ta pojav, seveda od mnogih faktorjev, naprimer porazdelitve teže v bolidu, mesta, kjer se nahaja najtežji del, naprimer motor, oziroma na kateri osi ima pogon, nastavitve podvozja, lastnosti šasije in seveda tip in trdota pnevmatik. Odvisna je tudi od položaja volana in od hitrosti. A vidimo lahko, da ukolikor imamo enak položaj volana in enako hitrost z drugačno pnevmatiko, je seveda lahko tudi drugačen rezultat. Zato se moramo omejiti pravzaprav samo na oprijem, ki ga ima bolid na zadnji osi. In ko sem razmišljal, kako bi to lepo prikazal, kaj to pomeni oversteer, bom rekel, vsakomur izmed vas, sem se spomnil, da iz 90-ih let imam še nekje dva bolida, ki jih je izdelala Tamiya v njihovi seriji Mini F1. V bistvu ne gre za makete, temveč za male dirkalnike, katere imajo celo lasten pogon z elektromotorjem, seveda pogon na zadnji osi, in kar je bolj zanimivo za razumevanje naših problema, imajo fiksno prednjo os, celo povezana je z osovino. To se pravi, tej bolidi nimajo pravzaprav krmilnega sistema. Prednji par koles gre samo in izključno naravnost. Seveda, kot ste seveda opazili, gre za dva bolida iz sezone 1991. Za Ferrari 642 številkami Alaina Prosta in seveda McLaren MP4/6, katerega je imel Ayrton Senna. Edina razlika med tema dvema bolidoma je sicer v trdoti pnevmatik. Namreč Ferrari je prišel iz škatle v kitu z izjemno mehkimi pnevmatikami, tisti set pnevmatik, ki sem ga dobil zraven McLarena, je pa neverjetno trd. Seveda bi jih lahko obrnil med seboj, a take sete sem dobil, tako sem jih pustil in tako še danes stojijo na vsakemu bolidu. In sedaj sem vzel kar lepo pot doma v dnevni sobi, kateri ne nudi nobenega oprijema, je izredno gladek. In seveda Ferrari, kateri ima mehek set pnevmatik, ni imel problema pospeševati naravnost. Tako hitro je šel, da je šel celo do stene in zgodila se je celo majhna nesreča. A po drugi strani, McLaren, tisti, ki ima bistveno trše pnevmatike, je imel velike težave. Ko je prišel do tiste kritične hitrosti, je izgubil oprijem na zadnji osi in kar lahko vidimo na posnetku,
je samo in izključno vrtenje. In vidimo tudi to, da v trenutku, ko je hitrost padla pod tisto kritično, je nazaj pneumatika zagrbila, pospešila in znova zavrtela bolid. To se pravi, vidimo, da pojav oversteerja ni toliko odvisen od volana samega, od krmilnega sistema bolida, kot od prijema na zadnji osi. In tudi zaradi tega je eden izmed razlogov, zakaj slovenska oba izraza se mi ne zdeta primerna. Mogoče kako preobračanje bi bilo bolj umestno kot prevod, a mislim, da tudi to je še manj ustrezno od tistega, kar imamo. Zato sem se rajši usmeril na angleški izraz, upam, da me bo kdo prepričal v uporabo kakega boljšega. Do tedaj pa imam še mnogo časa, da podoživljam sezono 91 v lastni režiji. Vam pa želim mnogo lepih trenutkov, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.